v današnji epizodi o razvoju osrednjega državnega organa za varstvo pred diskriminacijo. Nič ni bilo pripravljeno za delovanje institucije. Vse, kar me je zares čakalo, je bila ta polna pisarna, neurejenih več kot 300 zadev po omarah in na drugi strani eno veliko pričakovanje civilne družbe, da bo sedaj država v tej instituciji začela z diskriminacijo ravnati drugače. Podcast Zagovornika načela enakosti. Dober dan, dobrodošli in dobrodošli v novi epizodi podcasta Zagovornika načela enakosti. 25. oktobra bo minilo 10 let, odkar je na podlagi zakona o varstvu pred diskriminacijo nastal nov, samostojen organ za preprečevanje in odpravljanje diskriminacije v Sloveniji. V današnji epizodi bomo v pogovoru s prvim zagovornikom Miho Lobnikom, ki se mu izteka drugi mandat vodenja te inštitucije, predstavili kronologijo razvoja neodvisnega državnega organa Zagovornika načela enakosti. Miha Lobnik. Jaz bi ta govor začel takrat, ko sem pravzaprav postal pozoren, namreč točno 10 let je od tega. Nekje 10. avgusta sem opazil 2016 razpis za zagovornika na nacionalni televiziji, na internetu, na spletnih novicah. In takrat sem se seznanil s tem, da pravzaprav imam pogoje za opravljanje te funkcije in da po tam 18 letih aktivizma na področju LGBT pravic, enakopravnosti, ki so bili zame ključni cilji doseženi, da je primeren čas za ta izziv. In ko sem se pripravljal na kandidaturo v jeseni 2016, rok je bil september, sem spoznal tudi več o tem, kako je ta institucija nastala, ampak v ta del, bom rekel, priprave zakona se zdaj ne bom spuščal, ker ga smatram kot poglavje o nastanku zakona, o tistem obdobju, in mi ga opisal v posebnem seveda času. Tukaj samo na hitro navržem, da je pač Evropska komisija vrsto let vodila postopek proti Sloveniji, ki ni imela neodvisnega organa, da v Sloveniji ni bilo veliko vedenja o tem, kaj naj bi ta institucija delala, in je bilo pravzaprav veliko nasprotovanja. Prevladovalo je v javni upravi, strokovni javnosti, razen v civilni družbi, pa tudi v politiki, je prevladovalo mnenje, da že imamo varuha človekovih pravic, ki bi te funkcije lahko opravljal, brez globjega poznavanja direktiv, očitno, ki pa so temu organu namenjale drugačno vlogo. In ta drugačna vloga je zaživela šele z zakonom o varstvu pred diskriminacijo, ki je bil sprejet maja, vendar je zaradi pobude za ustavno presojo paketa 6 zakonov bil zadržan. Bilo je vprašanje, ali se smejo o teh zakonih odločati na referendumu, to je tako imenovana apaška pobuda, šlo je za neke davčne olajšave ljudi, ki delajo v Avstriji, in predsednik državnega zbora, takrat Milan Brglez, je ustavil pač to pobudo za referendum. Zadevo je šla na ustavno sodišče, ki je julija 2016, konec julija, mislim, da 27. presodilo, da ta pobuda ni legitimna, kajti je bil poskus ugrabiti 6 zakonov zaradi enega partikularnega cilja. In tako so sredi poletja nastopili te zakoni v veljavo, kar je povzročilo seveda že nekatere zaplete pri ustanavljanju zagovornika. Namreč zakon, ki je bil uradno 25. maja sprejet, je predvideval, da je treba v 6 mesecih imenovati prvega zagovornika in tudi, da bo organ ustanovljen z imenovanjem prvega zagovornika. Torej niso še potekla nobena pripravljalna dela za novo institucijo. In urad predsednika Pahorja takrat je reagiral hitro, ko so ugotovili, da je zdaj ta zakon pa velja. In tako smo v avgustu dobili razpis, na katerega sem se prijavil. Mislim, da je bilo 13 kandidatov, predstavil sem 24-stransko vizijo razvoja institucije. Takrat sem se posvetoval z različnimi deležniki stroke, torej akademske sfere, to je bil Tilen Steinpichler,
na področju varstva pred diskriminacijo z pravne fakultete in pa nevladniki. To je bila Neža Kogovšek Šalomon, takrat direktorica Mirovnega inštituta, Katarina Brvar Strnad, skratka deležniki tistih nevladnih organizacij, ki so se zavzemale, da bi Slovenija izpolnjevala direktive in imela institucijo, ki bi se fokusirano ukvarjala z varstvom pred diskriminacijo. Ko sem pripravil torej ta program in ga predstavil, sem bil oktobra strani predsednika Pahorja predlagan in 26. oktobra izvoljen za zagovornika za dobo 5 let. Dobesedno drugi dan sem prišel na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Tam me je čakala pisarna dotedanjega zagovornika z manjšimi pooblastili, seveda temi nepravilnimi stališča evropskih direktiv. In od njega sem prevzel nekih 300 nerešenih zadev iz njegovega obdobja, ki so po zakonu pripadle tudi novi instituciji, in že nekaj zadev, ki so že od maja prihajale v hišo. Takrat je to pomenilo, da ustanavljam institucijo iz nič, z zakonom v roki, sicer z podporo Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, ki pa je na začetku seveda izgledala kot načelna, v praksi je bilo treba pa vsako dejanje na nek način seveda od njih dobiti, ne. To je prvi meseci so bili v znamenju pravnih registracij, matične številke, urejali so tudi vprašanje mojega nadomestila plače kot funkcionarja, kajti nič ni bilo pripravljeno za delovanje institucije. Vse, kar me je zares čakalo, je bila ta polna pisarna, neurejenih več kot 300 zadev po omarah in na drugi strani eno veliko pričakovanje civilne družbe, da bo sedaj država v tej instituciji začela z diskriminacijo ravnati drugače, ne? Da bo začela ravnati na način, ki bo bolj sistematičen, bolj dosleden, hitrejši in tako naprej, ne? Tako da formalno je institucija dobila matično številko in tudi proračun, ki je bil določen, ne, v novembru, je nekako začel veljati 1. januarja 2017, ne. Tako da takrat sem bil soočen s tem, da je ta proračun znašal 200 000 evrov, v kar so bile vštete moja plača kot zagovornik, je takrat znašala okrog 55 000 evrov bruto. Predvideno je bilo, da bom imel 2 sodelavca, in da bo nekaj ostalo za raziskave in za ozaveščanje na tem področju, ne. Zdaj, že prva analiza, kako delujejo tovrstne institucije po Evropi, prvi hiter pregled je pokazal, jaz sem stopil namreč že jeseni v stik z Evropsko zvezo zagovornikov načela enakosti po Evropi, ne, in ugotovil, da tako majhnega organa praktično v Evropi ni, a ne. In druga stvar, ki se je izkazala veliko kasneje, je, da neodvisni organ deluje zakonito, torej da vsa pravila poslovanja izpolnjuje, zato rabiš seveda zelo izkušen, opremljen sekretariat, a ne, da vzpostavi pogoje za zakonito delovanje. To pomeni, da je organ tudi delodajalec, ki mora imeti za to neko vrsto kadrovske podpore, da je treba zakonito sklepati pogodbe, razpise delati za nove strokovnjake, ki bodo prišli, da mora imeti seveda tudi sredstva za to. Ta sredstva dobi v državnem proračunu, kar je spet poseben postopek, ki ga je treba znati in tako naprej, ne. Tako da sem se zelo hitro zavedal, da tam proti koncu leta, da je to ena past razvojna, ne, da je ta institucija ogromno obetala nevladnikom, civilni družbi, ljudje so se začeli nemudoma oglašati, da pa pravzaprav je bila to tako, kot sem že kdaj rekel, kot da prideš na podeželje pa rečejo, to je pa direktor novega zdravstvenega doma, ki ga vi zdaj imate, a ne, meni so rekli, zdaj pa imamo zagovornika načela enakosti, ker sem bil jaz imenovan, a ne. Ne samo, da ni obstajala pravna oseba, še gradbenega dovoljenja ni bilo stavbe, ni bilo noter laboratorijev, ni bilo medicinskih sester in zdravnikov, ni bilo nobene opreme, rentgena in tako naprej, a ne. In predstavljajte si, da so name januarja začela deževati razne prošnje po reševanju problemov posameznikov, ki so jih doživljali kot diskriminacijo, kar zakon ponuja, ne. Jaz pa nisem imel nobene zares infrastrukture, da jim začnem v zvezi s tem odgovarjati, a ne. Tako da se je začel takrat en proces, ki je trajal kar prve 2 leti. To je bil dvojni proces, a ne, boj za vzpostavitev pogojev za razvoj organa, a ne, ker tukaj smo govorili, da če ni prostora
in ni pisarne in če ni denarja za strokovne sodelavce, ki jih moramo še najti, oni pa se morajo tudi priučiti tega dela, ker v Sloveniji te dejavnosti do takrat ni bilo, da moramo pravzaprav najprej imeti eno razvojno fazo. In tisto, kar je bilo težko, je, da je pa javnost seveda pričakovala urgenco takoj. Ne? Zakon lepo ponudi te storitve in kaj naj bi pač inštitucija dala, vendar tega ne moreš zagotoviti, če ne postaviš primerne ekipe. In tam nekje decembra sem takrat Lilijani Kozlovič, generalni sekretarki takratnega premierja Cerarja, pojasnil, da za polno delovanje organa potrebujem 24 ljudi, kar pomeni, da proračun 200 000 nikakor ne more biti dovolj. To številko sem pa dobil seveda z enim sistematičnim načrtom, pa s primerjavo med tem, kaj zakon obljublja ljudem in med tem, kako to drugi delajo v tujini. Tako da je bila to neka oprta projekt na neke fakte, vendar sem takrat naletel na neko novo realnost in sicer, da politiki, ki je poskrbela za sprejem zakona o varstvu pred diskriminacijo in s tem Slovenijo rešila infringementa ali postopka pred Evropsko komisijo, ki je poskrbela za imenovanje kredibilnega kandidata z izkušnjami na tem področju, vendarle tretja figa v žepu, ni poskrbela niti za prostor, niti za sredstva, da bi taka organizacija lahko zaživela. In to je bilo kar mučno obdobje. Kajti jaz sem vedel, da se bo pritisk ljudi, da nekaj damo, torej da jim damo pravna mnenja, da jim damo postopke, da jim damo svetovanja, da jim damo raziskave, da ozaveščamo, samo stopnjeval in da ne bo veliko razumevanja in tolerance za dejstvo, da pravzaprav nimamo kapacitet za to narediti. Kar je pa nadaljevanje stanja, ki smo ga imeli prej. Se Boštjan Vernik Šetinski je to delo kot uradnik opravljal prej, ker to je bil razlog evropskega postopka, da smo narobe razumeli, zagovornik ne more biti uradnik na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, to mora biti samostojni organ. On je te zamude pridelal ravno zato, ker je bil sam. To je objektivno, to je nemogoča situacija. Človek je zasut z problemi ljudi in nima ne dovolj časa, ne seveda zmožnosti, da bi to. To je tako, kot če bi na urgenci delal samo en zdravnik, in bi bil za vse sam. Tako da sem začel to razlagati ljudem in na nek način iskati načine, kako to spremeniti. In odločil sem se za medijski pristop, ki je bil pravzaprav spor z vlado, to je bilo v spomladi leta 2017. Odločil sem se za močno navezavo na tujino, na Evropsko zvezo, preko nje začel iskati stik z Evropsko komisijo, torej zaveznike in za medijsko obelodanitev. Tukaj so pomagali zelo velike nevladne organizacije s tisto simbolno akcijo, ko so postavili mizo in stol pred pisarno premierja vlade, da bi pokazali ta absurd. Namreč, jaz sem temu rekel Potemkinova vas, da se nekaj ne odkljuka samo na papirju, da državo več ne drži za vrat Evropska unija, ampak da so tisti, ki izgubijo, pravzaprav ljudje. Ljudje, ki potrebujejo te storitve, zaradi katerih mi pravzaprav obstajamo. In tako sem nekemu poslancu, ki me je prišel vprašati, pa kaj se ti tako enačiš s tem zagovornikom, odgovoril pač, da je moja plača popolnoma enaka, če jaz zdaj 5 let nič ne delam, ali pa če naredim vse, da bo to organ, ki bo na evropski način zagotavljal te storitve, ki jih mora. In v zvezi s tem nisem bil priljubljen, doživel sem medijske očitke Cerarjeve vlade, mi smo te postavili na to funkcijo, ti pa nas takole medijsko črniš, ampak to je vse cena tega, da v enem trenutku presodiš, da cilj ne bo realiziran, če ne boš ravnal tako. Tako da je bilo leto 2017 izjemno kaotično, sploh prva polovica. Obiskal nas je na primer Nils Mužnjeks, takrat generalni sekretar za človekove pravice pri Svetu Evrope, komisar, in pravzaprav zelo prebledel, ko nas je našel v pisarnah prostorov ministrstva, šel je na sestanek Cerarju. Pa smo prvič dobili klic iz kabineta, ki je bil prej neodziven, da pač bomo dobili 50 000 evrov za prostore. Pričemer smo pol šli v ta postopek iskanja prostora, ampak se mi je že opozoril, da mi potrebujemo veliko več sredstev za zagon. Tako da je bilo kar težko ohranjati eno voljo do tega delovanja in sem se odločil, da bom aprila, kakor zakon določa, šel v Državni zbor z poročilom. Čeprav
pravzaprav ni bilo kaj poročati. Razen stanja smo popisali teh 300 čakajočih zadev in to stanje, ne, da institucija se ustanavlja, da sem pokazal eno aktivnost in res pol v maju, juniju sem to poročilo predstavil in začel javno opozarjati na to problematiko. Tako da smo potem v drugi polovici leta 2017 vendarle uspeli s temi sredstvi. Čez poletje sva s kolegico Karmen Merlov hodila po Ljubljani, iskala prostore in noben drug se seveda s tem ni ukvarjal. Imeli smo neko podporo teh tehničnih služb, ampak v bistvu je bila treba rešitev sem našla sama. Ne. V teh prostorih, kjer zdaj delujemo 9 let na Železni cesti, smo našli prazne pisarne, zelo ugodno. To je bilo 8 evrov na kvadratni meter in naj povem, da še danes taka cena, a ne? Da smo storili vse, da je bilo to maksimalno ekonomično in da smo se oktobra leta 2017 preselili v te prostore. Zgodilo se je pa to, da smo tekom poletja, potem po mnogih medijskih pritiskih, vendarle dobili za naslednje leto, torej finančno spremembo, ne, v višini dodatnih 500 000. Torej, to je bila ena taka rast. Ne. In novo leto 2017 smo dočakali pač v teh novih prostorih. Zdaj, torej, zaganjal se je infrastrukturni del, v zvezi z njim je bil konflikt za resurse, zaganjal se je pa tudi vsebinski del. S sodelavkami smo začeli delati prve primere. Jaz sem takrat povabil k sodelovanju eno sodelavko do takrat Komisije za preprečevanje korupcije. Ne. To sta bile Sergejo Štir in Mojca Šmit, ki sta imela nekaj izkušenj z inšpekcijskim delom, pa tudi z delovanjem v neodvisnih organih. In v taki majhni ekipi smo pravzaprav začeli potem zagotavljati našo delovanje, torej odgovarjati na mnoge vloge, na nek način tudi razdeljevati. Kajti naslednja strukturna ovira je bil seveda slabo napisan zakon o varstvu pred diskriminacijo, kar se tiče postopkov. Opozarjali so nas in današnja varuhinja Simona Drenik-Bavdek in Peter Pavlin sta bila takrat uslužbenca Ministrstva za pravosodje, sta se oglasila, smo skupaj pravzaprav prve dni v teh prostorih jeseni 17, spomladi 18 ugotavljali, kako naj bi ta postopek zares tekel, da ne bi seveda vodil v neke protiustavnosti. Namreč ministrstva, ki so sodelovala, niso imela enotne slike o tem. Ministrstvo za javno upravo je menilo, da bi mogel biti postopek drugačen, pravosodje je gledalo po svoje, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve pa je imelo tudi neko svojo idejo. Ne? Ampak videli smo, da je to predvsem na papirju in da se je treba začeti ukvarjati z vsebino zakona, kako jo izvajati. Ne? Tako da je bila moja naloga takrat na prehodu v 18, večplastna. Zagotoviti sploh pogoje, da bomo v hišo privabili dovolj strokovnih sodelavcev, pravnikov pa tudi drugih, da bomo materijo zakona lahko izvajali, ampak da bomo tudi razumeli, kako zdaj organizirati to delo. Ker tukaj je ogromno osebnih okoliščin, vsaka ima nek svoj aspekt in je treba tudi veliko specifičnih znanj, da ponazorim s primerom. Problematika invalidnosti v šolskem procesu je nekaj drugega kot problematika rase na delovnem mestu. Na vsakem področju, ki ga zakon pokriva, velja drugačna zakonodaja, vsaka osebna okoliščina je pa na nek način fenomenološko, ima neke svoje izzive, zgodovino, predsodke in vse to je treba upoštevati, če želimo biti pri tem delu uspešni. In leto 18 je pomenilo še en simbolni korak, namreč maja je poteklo dvoletno obdobje, v katerem smo lahko za določene tehnično-finančne servise, da so nam administracijo urejali, seveda se naslonili na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Takrat je bilo pa treba imeti od maja naprej svoj sekretariat. In z nekimi 600 000 evri smo bili en tak majhen kolektiv, ki je rastel in se že soočal z tem, da raste tudi število primerov, ki prihajajo. Veliko je bilo tudi vprašanj, ki je bilo treba preučiti, preden smo jih odgovorili. In takrat smo tudi naredili prve razpise, na katere so se javili strokovnjaki in jeseni 2018 se nam je že pridružila strokovna sodelavka Neža Kogovšek Šalomon 1. novembra 2018, torej po nekem 2 letih obstoja,
je prišla v ekipo in ona kot strokovnjakinja za varstvo pred diskriminacijo je naredila zelo pomembno delo v vzpostavljanju te pravne prakse našega dela, ne. In v letu 18 je potem, konec 18 je na nek način steklo to delo z primeri, vendar so bile to še vedno velike zamude, predvsem pa je bil izziv teh 10 različnih nalog organa, ne, kajti te zelo omejene resurse sem mogel jaz kot predstojnik razporediti tako, da smo na nek način delali outpute na ključnih področjih, ampak za vsa področja pa nismo imeli še dovolj resursov. In vem, da sem se takrat odločil, da bomo odložili določene teme, recimo presoje ustavnosti, zahtevne pravne strokovne teme, ki jim še nismo bili kos v ekipi, a ne, na račun tega, da bo steklo tisto kolesje, ki bi mu rekel tako kot neka urgenca, triaža za te ljudi, ki prihajajo dnevno v institucijo, a ne. Tako da je bilo treba zelo veliko odločitev o prioritetah, treba je bilo ves čas iskati nove kadre, treba je bilo vzgajati in učiti ljudi, ki so prihajali, niso poznali področja, in treba je bilo vzpostavljati zakonitost poslovanja, a ne, kajti bolj, ko smo rasli, bolj je bilo pomembno, je bilo treba kaj kupiti, naročiti, organizirati in to je treba narediti pač zakonito. Tako da tudi leto 18 je bilo izjemno stresno, pa so se pa zgodile seveda še volitve. Volitve smo na nek način izkoristili, ker do takrat prej se je zgodilo tudi seveda, da smo poskušali z amandmaji na proračun, da bi povečali, ne, svoje sredstva, pa to ni šlo zlahka ali sploh. Volitve so bile priložnost, da smo seveda spomnili tiste stranke, da je poanta tega organa, da deluje za ljudi, in to sta takrat na vladi, na novi Šarčevi vladi zelo izpostavila ministrica Katičeva in Bratuškova, ne, iz SD oziroma zavezništva, in tudi podpora je bila strani premierja Šarca, ne, rekoč, če smo naredili to institucijo, potem ji dajmo vire, da bo zares zaživela, ne. Tako da smatram to Šarčevo vlado kot res bistven preboj, takrat smo podvojili ta proračunska sredstva in iz različnih resorjev pridobili, povabili tudi že izkušene sodelavce, nekaj pa tudi seveda preko razpisov, a ne. Tako da smo leto 18 končali, tako bom rekel, kadrovsko precej okrepljeni, mogoče smo se približali številki 10, kar je bilo po letu pa pol ogromen razvoj, a ne. In smo šli v to leto 19 precej krepkejši, ampak še vedno z ogromno izzivi, ne. Leto 19 so se nam pridružili tudi sodelavci, ki so imeli različne izkušnje na posameznih področjih. Takrat smo se srečali recimo s problemom tega, da so naši sodelavci, tako kot sem bil jaz prej aktivist, počeli neke aktivizme, zato so znali neke stvari delati. Po drugi strani pa sem jaz jasno tudi povedal, da sem svoj aktivizem prejšnji pustil pred vrati in da zdaj delamo vse teme in da to ne more biti prostor, kjer bodo ljudje nadaljevali svoje osebne aktivizme, ampak moramo kot institucija se organizirati, zato je kar nekaj ljudi takrat tudi odšlo. Ne, jaz sem izbral pač smer, v kateri smo zasledovali institucijske cilje, ne pa partikularnih aktivističnih, a ne. In leto 19 je seveda za nas bilo posebej, bi rekel, težko v smislu, da je, kadar je bila kadrovska rast, je bilo to treba konsolidirati. Nam, ki smo bili od začetka, tudi meni, se je že zelo poznala neka utrujenost tega dela, ne, to je bilo res 2 leti izrednih razmer, neprestanega dela, vikendi praktično skozi, a ne. In hkrati pa se nam je jeseni 18 pridružila sodelavka Zdenka Jagarinec, ki pa je v letu 19 zbolela in potem proti koncu leta tudi tragično preminula. In to je bil za tak majhen organ 10 ljudi za ekipo kar hud udarec, tudi zame osebno. Zdenka je podpirala moje delovanje pravzaprav že v aktivizmu, potem tudi kandidaturo, tako da je bila to kar velika izguba.
In ravno smo se dobro zorganizirali, ko je pač seveda v začetku leta 2020 udaril COVID. Ne? Takrat je bilo treba pa nenadoma spremeniti način dela. Ne? Torej, ljudem kupiti laptope, se navaditi Zoomov, delati s strankami po Zoomih. Pa nas je doletelo to, kar je vse doletelo, COVID. Ne? Tako da v bistvu fokus se je spremenil. Ogromno je bilo teme, kjer so bili covidni vprašanja. Po drugi strani smo to kar obvladali, se je prilagodili, da je vlada delala hitro, mi smo tudi hitro dajali predloge in marsikatero naše priporočilo je bilo tudi uslišano. Razvili smo pa na koncu tudi to dejavnost ocene diskriminatornosti predpisov in konec leta 2020 vložili prvo pobudo, torej zahtevo za presojo ustavnosti, in sicer v zvezi z porokami, za pravico porok parov istega spola. In temu so sledile potem še neke druge. Tako da bi rekel, da smo po 4 letih obstoja, pa vsem tem dramatičnem razvoju, prišli do točke, ko smo v enem trenutku res izvajali vse zakonom določene naloge. Ne? Kar pa je bil problem tudi naprej, pa je potem smo prišli do leta 2021, kjer je COVID še vedno trajal. Jaz sem takrat kandidiral za drugi mandat, ker se je prvi že iztekel. Nihče ni kandidiral proti moji kandidaturi, bil sem edini in dobil sem podporo 53 glasov v Državnem zboru in tako nadaljeval to delo v organu, kar je bil tudi pokazatelj, da je vendarle, čeprav je bilo to zelo konfliktno obdobje s politiko, ne toliko, da smo po eni strani smo bili z levo-liberalno politiko v konfliktu na začetku, zato ker smo ves čas učitali, da je drža, kjer ne podpreš organa v razvoju z dovolj sredstvi, dvolična. Po drugi strani pa smo z desnim delom politike velikokrat trčali ob neke ideološke teme. Ampak izkazalo se pa je, da ko smo pa dobili na mizo tudi primere, kot je bil znameniti Zavod Živim, da smo videli v tem diskriminacijo, ne glede na to, da so nas pa potem iz levega pola označili za seveda ideološko neustrezno odločitev. Tako da drža, da se tukaj maksimalno strokovno opredeljujemo do družbenih problemov, do vprašanj diskriminacije in da ne podlegamo tem, bi rekel, aktivističnim pogledom, se je izkazala tudi na nek način za produktivno. To nekompromisno grajenje institucije pa je obrodilo vsaj toliko sadov, da sem dobil priložnost, da v drugem mandatu vendarle se več ukvarjam z vsebino, ker je prvi bil popolnoma prežet z izgradnjo, čeprav tudi, kot bomo videli, tudi drugi mandat je seveda pomenil dogradnjo, razvoj naprej, zato ker se je z našim nadaljnjim obstojem začelo povečevati poznavanje naše institucije med ljudmi, kar je bil cilj. Zdaj v teh drugih programih, če sem že omenil pač storitve svetovanja in odločitev o tem, ali je neke diskriminacije ali ne, bi izpostavil še sistemske, ki pomenijo raziskovanje vzrokov in bolj strukturnih vidikov diskriminacije, pa tudi raziskovanje javnega mnenja o diskriminaciji. To nam je bilo v oporo, v pomoč. Neke ciklične raziskave smo delali na reprezentativnih vzorcih, da smo videli, kako pravzaprav javnost dojema te težave in videli tudi konkretne številke, da je za pomemben del Slovencev, tukajšnjih prebivalcev, to zelo pomembno vprašanje, da se pravzaprav vsak peti doživel neko obliko diskriminacije v preteklem letu. In pri teh raziskavah in ozaveščanju smo prišli do prvih zloženk, do prvih nastopov v javnosti, to se je krepilo, dogodkov in vedno več ljudi je vedelo, da če se jim dogaja nekaj, kar razumejo kot diskriminacija, se lahko obrnejo na nas. Tako da se je začel ta trend večanja pripada, torej več vprašanj, več stisk, več prijav, kar je pa spet pomenilo pritisk na čakalno vrsto. Če ti rešujejo primere 2 osebe in potem povečaš z javno prepoznavnostjo, potem pravzaprav prideš v situacijo, da postopki so se razvlekli pol leta, leto in to je bilo pravzaprav grozno. In zdaj kaj narediti? Ali opustiti spet neke druge naloge ali pa spet zagotavljati rast? Tako da jaz nisem imel drugega vidika, kot
druge možnosti, kot da sem konec leta 2021 spet lobiral za te pogoje za delo. A ne. In zelo težko je bilo, ker finančno ministrstvo vedno gledali, pa kaj vi vedno mislite, da boste vi dobili več? Vsi grejo za par procentov gor. A ne. Tako sem težko sogovornika dobil, da bi rekel, mi se šele razvijamo. Ne. To je tako kot otroci, mora nekaj časa rastati. Ne zdaj, da pričakujemo povečevanje samo zato, ker smo. Ampak nimaš sogovornika v resnici. Nihče ne pogleda, kaj moraš narediti in koliko objektivno ljudi za to rabiš. To je slab način, kako se pač ta javna sredstva upravljajo, na to smo opozarjali in bili zaradi tega tudi na nek način nepriljubljeni, pri marsikateri ekipi finančnega ministrstva ali pa celo vlade. Tudi ko je 22 nastopil mandat Golob, mislim tudi v času Janševe vlade, ko sem jaz sicer ponovil mandat, smo imeli veliko vsebinskih konfliktov na račun korone, pa vendarle, kadar smo dobro zargumentirali, so nam tudi prisluhnili in marsikaj dosegli, odpiralni čas za starejše razširili in tako naprej. Potem je bil pač ta osvoboditev, kot smo jo doživljali, predvsem koronskih ukrepov, ki so bile za vse ljudi mučni, ampak pol je prišla ta svoboda, kjer je pač na začetku bilo ogromno dialoga, spoštovanja neodvisnih institucij, en tak duh, ki se pa pol, kot se je na širši politični sceni videl, že z prvim odhodom ministrice Bobnarjeve, pravzaprav pokazala nek bolj represiven obraz, in tudi sredstva, ki smo jih prvo leto v dogovoru s premierjem takrat dobili, pol drugo leto izgubili. In takrat je nastopil ta drastičen ukrep, da so nam pravzaprav za te raziskave in ozaveščanje pa pobrali sredstva. Tako je kar pravzaprav tragično, da neka levo-liberalna opcija udari po instituciji, ki jo je poskušala prej graditi, kar pokaže na neko nepoznavanje niti zgodovine, niti vloge. Ampak predvsem se mi je zdelo, da je zelo slabo so prenesli tudi objektivno kritiko tovrstnega ravnanja, ker z rule of law principa smo mi dosegli z argumenti marsikaj, tudi še v prejšnji Janševi vladi, tudi konkretno povečanje proračuna, za kar smo bili zelo hvaležni pod ministrom Šircljem. Tukaj pa ni bilo več mogoče niti dialoga voditi, ker takrat, če ti lahko predstaviš, da imaš res argumente za to rast, pa tukaj govorimo o zneskih 200-300 tisoč evrov, ki so za državo niso tako dramatični. Tukaj pa ni bilo pravzaprav več možnosti niti sodelovati na odboru za finance, plus da so se v javnosti neresnični podatki krožili s strani ministrstva. Tako da je to obdobje takih resnih pritiskov na institucijo, ki se je odrazilo v tem, da naprimer, če smo v času Janševe vlade lahko sofinancirali CRPE, raziskovalne programe, kjer moramo mi kot institucija 50% sredstev zagotoviti, ARIS agencija pa ostalo polovico zagotovi, pa so tukaj v teh projektih sodelovali Pravna fakulteta, Fakulteta za socialno delo, tudi FDV, tudi nevladne organizacije, tudi Mirovni inštitut nazadnje. Mi vseh teh projektov pol nismo mogli več delati, ker nam je pač Golobova vlada seveda pobrala ta sredstva. Tako da smo kljub temu nadaljevali s programom, s tistim, kar smo mogli, s tistim, kar smo lahko, to je pomenilo zelo na ljudeh utemeljeno delo, razvijali smo izobraževanje, postali smo partner v Akademiji za javno upravo, veliko priložnosti je bilo, kjer so nas povabili, začeli smo predavati, torej smo opravljali te izobraževalne funkcije, ozaveščevalne raziskave smo nadaljevali, nekaj takih metodoloških prebojev smo naredili, kot je bila recimo srednje šole, kjer smo vse srednje šole vprašali po stanju fizične dostopnosti glede na gibalno oviranost dijakov. Smo klicali množično v zdravstvene domove, beležili minute in ure, kdaj je kdo dvignil telefonsko številko in posredovali te podatke, naprimer POP TV-ju, ki je to objavil. Tako da smo z metodologijo raziskovanja kar precej posegli v področja, ki jih pokrivamo in uspeli. Hkrati pa uspeli na eni čisto pravni dimenziji. To se pa dolga leta sistematičnega dela obrestovalo tako, da smo recimo leta 2020 dobili prvo odločbo upravnega sodišča, ki je potrdila našo odločbo, ker ko mi nekaj ugotovimo, nek incident obravnavamo, to je bila tako imenovana božičnica in so dali pač kršitelji na upravno sodišče in je upravno sodišče v celoti pritrdilo naši odločbi. Takrat tam leta 2021 so se začela pravna praksa,
ki je v veliki večini pritrjevala našim smerem dela, kar je bilo zelo pomembno strokovno priznanje, ker te naša institucija ima okrog 10 različnih nalog in v vsaki od njih velja neka druga kultura in percepcija, kaj je učinkovito delo in kaj je uspešno delo. Tako da za primere, ki jih obravnavamo kot prijavljeni incidenti, je uspešno takrat, kadar je ugotovljena diskriminacija, ki jo kršitelj spodbija na upravnem sodišču, zdrži te največje teste prava. Ali pa ko uspemo kakšen zakon spremeniti, tako kot smo v zvezi z oploditvijo biomedicinsko pomočjo za istospolne, torej lezbične pare in samske ženske, tako kot smo sodelovali v procesu istospolnih porok, takrat, ko uspemo na pravni način kakšno veliko spremembo za določene skupine v družbi izvesti. Tako da smo tako nekako prišli skozi to 10-letno obdobje, ki pa pomeni 10-letni razvoj na vsaki od teh 10 postavk. Torej, danes imamo močen svetovalni center, kamor najprej pridejo ljudje, zato da ne prijavljajo sami, kajti niso prava uki in vešči. In ta center najprej obravnava vse, kar pride, to je neka triaža in vsak zelo hitro dobi odgovor, tudi če je negativen, tudi če mu je potrebno razložiti, da to pa ni iz te pristojnosti, ljudem pomagamo do drugih inštitucij. Potem imamo dosti izvežbane strokovnjake, ki vodijo postopke, kadar so za to izpolnjeni pogoji, da ugotavljajo, ali je incident, ki je bil prijavljen, ustrezal zakonskim definicijam prepovedane diskriminacije. In imamo v tem strokovnjaki, kadar je vir v zakonu, ocenjujejo zakonodajo, pišejo argumentacije, na podlagi katerih priporočamo spremembo zakonodaje ali pa sprožimo zahtevo po ustavni presoji. Nedavno odmevna zgodba o dostopu do obrokov, ki bi bili prilagojeni glede na vero v šolah. Imamo ob tem neko sistemsko dejavnost, se poglobimo naprimer v vprašanje izobraževanja Romov, ki je v Sloveniji v celoti odpovedalo, šolski sistem je odpovedal, niti tega ni znal zmeriti, da je samo 15% Romov na Dolenjskem konča osnovno šolo. Torej, ker ni znal zmeriti, če problema ne merimo, ga ni. Ampak nekaj je narobe z vrtcem, z dostopnostjo vrtca, z osnovno šolo, mi te ljudi ne izobražujemo in to je pač odgovornost šolskega sistema. Država mora ljudi izobraziti, da so sposobni vstopiti na trg delovne sile, da jim ni treba po poti prednikov, ki so seveda lahko izbrali bolj ali manj nelegalne načine preživljanja. To so posebna poročila, to so fokusi, recimo posebno poročilo, s katerim smo zmerili, da je v Sloveniji še 1/4 javnega prostora neprilagojenega za gibalno ovirane. To pomeni, da kljub temu, da je poteklo 15-letno obdobje, se javni prostor ni prilagodil. Spet ena težka točka seveda za državo in točka, kjer je treba obrniti dosedanje delovanje. Podobno v šolah. Šole so pa dober primer, ker je Ministrstvo za šolstvo resno vzelo našo hudo kritiko pred 5 leti in zdaj ima načrt in vsako leto, mislim, da do 10 šol obnovijo in imajo nek cilj in to je prava pot, kako naprej. To je pa naša sistemska dejavnost. Naša sistemska dejavnost je sicer do vsake zakonodaje, ki je povezana, opredelila za priporočili v zvezi z zakonom, kako ga izboljšati. Vendar smo nažalost opazili, da se čez 80% tega sploh ne upošteva. To so te znamenite rdeče pike v naših priporočilih. Golobova vlada je na začetku rekla, da bo to drugače, da bo vse upoštevali, no, statistika je pa še slabša kot prej. Skratka, je neka tendenca, da zakonodajalec pravzaprav presliši, pregleda, kajti ni se obvezan niti opredeliti do naših priporočil. Evropske direktive, ki zdaj prihajajo, te stvari predlagajo drugače, da tudi če zakonodajalec ne sprejme priporočil zagovornika, da se vsaj argumentirano odzove na njih. Torej, ko takole drsim čez naše pristojnosti, mogoče spomnim na to ozaveščanje, imamo močno domačo stran, imamo mnoge dogodke, imamo močno video podporo, vse te okrogle mize, ki smo jih pripravili, smo posneli, dali na razpolago javnosti, sodelujemo v socialnih omrežjih, tako da lahko rečem, da v tem trenutku po 10 letih kljub pomanjkanju sredstev za nekatere vsebine ne moramo narediti močne kampanje, naprimer za eno temo, pa bi jih lahko kar nekaj morali, niti ne moramo oglaševati sebe kot institucijo, kamor naj se ljudje
obrnejo, delamo s tem, kar imamo. In delamo tako, da smo dobili več priznanj iz mednarodne javnosti, tako do Evropske komisije, ko nas je obiskala prejšnja komisarka Daljeva, kot od sorodnih institucij. In tisto, kar nam zdaj ostane, seveda je pogled v prihodnost. Jaz oktobra 26 po 10 letih zaključujem svoj mandat. Tukaj so neke tendence, da razmišlja se o združevanju institucije z varuhom, temu seveda nasprotujem, ker bi to zmanjšalo obseg dejavnosti, ki smo jih do sedaj počeli, neodvisno. Potem so tu evropske direktive, ki niso bile implementirane do danes, torej in izzivi iz naše prakse. Med večjih je ta, da je treba zelo jasno ločiti razsodniško dejavnost od zagovorniške, kajti vsaka ima neko svojo logiko. V razsodniški je treba biti nevtralen do obeh strani, treba je slediti liniji pravnih argumentacij in upoštevati dosedanjo pravno prakso. Medtem ko je zagovorniška tista, ki v bistvu vnaša nove poglede in si prizadeva za širjenje dosedanjih okvirov. Naprimer, če dam za primer istospolne poroke. Niso bile dovoljene zakonom in če te nekdo ni poročil z istospolnim partnerjem, te ni diskriminiral. Pa smo vsi 20 let govorili, da je to diskriminacija. Torej je bil potreben ta aktivističen, zagovorniški del. In poslanstvo te institucije je oboje in kot pravijo priporočila Sveta Evrope, če ima institucija mandat, da tudi razsoja, naj bo ta oddelek strogo ločen, naj ima nekega svojega vodjo, ki je razsodnik, zagovornik pa mora ločeno delovati, kajti združevati te dve vloge seveda zmanjša učinkovitost obeh procesov. Ena od dejavnosti, ki nam jih zakon nalaga in smo jih pravzaprav med zadnjimi začeli udejanjati, tik pred ali pa ob ustavnih presojah, je bilo tudi zastopanje na sodiščih. Namreč ta institucija ima en poseben mandat in to je, da se lahko odloči, da kadar je en primer v interesu varstva pred diskriminacijo, da žrtev zastopa na sodišču. In naš kolesarski sodnik, gospod, ki je prej dolga leta poskušal doseči pravico zase pri varuhu človekovih pravic in pri prejšnjem zagovorniku, je tudi k nam oddal in mi smo obdelali in smo ugotovili diskriminacijo v postopku. In potem se pa Društvo kolesarskih sodnikov ni odzvalo na našo ugotovitev, niti ni bilo nobenega inšpektorata, ki bi to nadaljeval nad nami. Ni bilo pristojen, ni bil noben inšpektorat, ker je šlo za društvo. In mi smo takrat posegli po tem našem tudi dodatnem orodju, ki pomeni strateško litigacijo. To pomeni, da smo gospoda spremljali tako v odvetniškem smislu, na postopku, civilnopravnem postopku, kjer je zahteval odškodnino, objavo v medijih in pa prenehanje te diskriminacije. In na prvostopenskem okrajnem sodišču smo to dobili, torej Društvo kolesarskih sodnikov se je pritožilo in mi smo šli na drugo stopnjo, kjer smo primer dobili. In gospod je dobil znatno odškodnino, ta diskriminacija je bila priznana in potem se je z njimi dogovoril, kako in kaj. Ampak to je bil pomemben case, v katerem smo poudarjali, da starost ne more biti kar absoluten izključevalni faktor, da se ljudi iz nekega področja odstrani. In taki primeri se sedaj nadaljujejo. Mi smo imeli primer, ko je ginekologinja diskriminirala osebo zaradi spolne usmerjenosti, tudi uspešno končan s poravnavo v prid žrtve. Potem imamo še zdaj na sodišču primer, ki so v družinskih načrtih spraševali potencialno sodelavko na zaposlitvenem intervjuju. In imamo vloženo tožbo tudi proti avtobusnemu podjetju, ker ni organiziralo možnosti prevoza ljudi z invalidnostmi. In tako imamo sedaj kar zadnjih 5 let eno konkretno prakso teh strateških litigacij. To je tudi poleg ustavne presoje eno od sistemskih orodij zagovornika načela enakosti. Vsa ta dejavnost pa je ves čas potekala v močnem sodelovanju z Evropsko zvezo organov za enakost, torej Equinet. In ta Equinet je bil za nas izjemna priložnost, da so naše sodelavke in sodelavci lahko hodili v delovne skupine. To
To so 2-krat letna srečanja po 3 dni, v katerih so si izmenjavali izkušnje za uradniki, ki to delo počnejo v drugih evropskih državah. Tako da se pretaka, ta Evropska zveza skrbi, da se pretaka znanje in vedenje, ki ga posamezne države in njihovi organi dosežejo s svojim delom in da neke skupne teme se oblikuje, tako se tudi sodelovalo pri pripravi teh novih direktiv o standardih za delovanje za enakost, kajti nam vsem, ki delamo v tem polju, je v interesu, da bi obstajal jasen kriterij, kdaj smo učinkoviti, kdaj ne, kajti itak, da se trudimo za to področje. In jaz sem veliko pomoči v začetku ob vzpostavljanju dobil od te Evropske zveze, tudi od posameznih nemške, irske, severnoirske institucije, belgijske, avstrijske, hrvaške, nenazadnje. Torej, to je tako zelo velik vir znanja bil in zelo pomemben je bil. To je bilo v bistvu tudi polje zunanje podpore. Jaz sem imel pri svojem delu, prej opisanem vzpostavljanju, veliko podpornikov v Sloveniji, v civilni družbi, v medijih, v akademski sferi. Nasprotniki so bili pa ta pač politično-uradniška sfera. V zelo pomemben pozitivni podpornik je bilo pa to mednarodno okolje, mednarodno strokovno vrstniško okolje in pa tudi mednarodne institucije kot Evropska komisija in Združeni narodi. Ta srečanja, včasih na Bledu, ob Blejskem strateškem forumu s komisarji za človekove pravice Združenih narodov, so bila vedno na nek način navdih in podpora temu razvoju. In jaz sem to potem začel vračati tudi na način, da sem kandidiral za svojo izkušnjo gradnje tega organa v upravni odbor Equineta in sem v bistvu opravil 3 dvoletne mandate. Sem bil del vodstva Evropske zveze in tako te izkušnje našega razvoja tudi prenašal v krog. In še danes se mi zgodi, če gremo na narodna srečanja, me nekateri zadnjič Finci vprašajo, ko smo poslušali, zdaj se je pa nam zgodilo, da nam proračun jemljajo, in prihajajo k meni po nasvete ljudje iz širom Evrope v zvezi z vprašanji. Tako da smo tudi slovenski organi tudi pridobili zelo na ugledu, namreč ta naša rast, ki nam jo tukaj v Sloveniji učitajo, je pravzaprav predmet velikega občudovanja v Evropi. Kako je uspela ena Slovenija svojo zamudo na tem področju pretvoriti v en hiter in dober razvoj, in dober zgled tudi bodočim članicam Evropske unije v regiji, kar Slovenija sicer vedno v svoji zunanji politiki želi biti. Že iz tega stališča je seveda pomembno, da ohranjamo to institucijo kot resnično močno in da ni to spet samo neka drža, ampak da je tudi v praksi tako. Namreč naše izkušnje so dragocene tudi za sorodne države v Evropski uniji. Eden od, vrhuncev našega globalnega sodelovanja pa je lanskoletna konferenca, ko smo blizu 400 ljudi gostili na pravni fakulteti skupaj z njimi in z Kalifornijsko univerzo Berkeley. Smo z njihovim centrom za protidiskriminacijsko pravo organizirali svetovni akademski dogodek, to so raziskovalci, doktoranti, ki so pravzaprav se zbrali v Ljubljani, namreč mi smo ugotovili, da obstaja več sfer, ki se ukvarja z varstvom pred diskriminacijo in da ta državna, smo pravzaprav tovrstni organi ali pa ministrstva, ki se sistematično ukvarjajo, obstajata pa še 2 partnerja. Eno je civilna družba, to so na primer organizacije invalidov, po vseh osebnih okoliščinah, civilne družbe, ki premišljuje položaj ljudi, ki so v ranljivem položaju, tako pravno kot sociološko, psihosocialno. Po drugi strani pa ta fenomen ves čas spremlja tudi pravna stroka ali pa sociološka stroka, ki se ukvarja z diskriminacijo in na bolj akademski način pristopa. In ta globalni network, ki ga organizira torej Kalifornijska univerza Berkeley, je eno izjemno srečevališče strokovnjakov na tem področju, strokovni članki, knjige krožijo, in v bistvu smo ponosni, da smo v lanskem letu 2025 gostili skupaj s pravno fakulteto ta velik dogodek v Ljubljani. Tako da smo postali na nek način tudi deležnik v nekem globalnem procesu. Tudi to priča o seveda naši uspešnosti. Uspešnosti, da smo se kot organ razvili, uspešnosti, da upravljamo vse zakonom določene naloge, uspešnosti, da nam kvaliteto priznavajo relevantne mednarodne institucije, tako v bistvu politične kot tudi strokovne. To je bil podcast Zagovornika načela enakosti, v katerem smo z zagovornikom Miho Lobnikom na kratko pregledali razvoj osrednjega državnega organa za varstvo pred diskriminacijo v prvih 10 letih delovanja.
Bral sem Mitja Blažič. Vabljeni, da naš podcast spremljate tudi v prihodnje. Najdete nas na vseh platformah za podcaste. Ne pozabite nam slediti tudi na družabnih omrežjih Facebook, Instagram, LinkedIn in TikTok. Lahko nam tudi pišete na podcast@zagovornik-rs.si. podcast@zagovornik-rs.si. Kmalu se spet slišimo.